Pozdravljeni, moje ime je Mojmir in vi ste v kuhinji za najboljše. Danes bo poleg hrane glavna zvezda oddaje tudi vino. In ker hočemo vino predstaviti neodvisno od hrane, se bomo najprej sprehodili po prekmurskih vinogradih, spoznali sorte vina in to bomo naredili z mojim prvim gostom, vinarjem Urošom. Nato pa bova s kolegom someljejem sestavila zelo kompleksno jed iz 7 stopenj, zraven pa bova spremljala, kako se izbira vin poleg hrane spreminja. Sedaj povabim prvega gosta oddaje, vinarja Uroša, da se mi pridruži. Uroš, pozdravljen. 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 Ker vidiš, imamo tukaj veliko živil, naredila bova zelo kompleksno jed. Tebe bi kar prosil, če mi lahko začneš lupiti brstični ohrovt, jaz bom pa ta čas skuhal jajca. Ok, v redu. V oddaji bo končna jed pripravljena po stopnjah. Prva stopnja. Marinirana in divja z jetrno pašteto s tartufi. Dodamo ocvrto mehko kuhano jajce. Tretja stopnja. Dodamo rezine govejega fileja. Dodamo brstični ohrovt z balzamičnim kisom. Peta stopnja. Dodamo brusnično marmelado s penino. Ter šesta, zadnja stopnja. Dodamo timijanovo olje. Recept najdete na ave.si. Uroš, prihajaš iz znane prekmurske vinske kleti. Če mi lahko malo poveš več o vaših vinogradih? Ja, ne, mogoče splošno. Če ti povem sploh nekaj podatkov o tem našem prekmurskem vinorodnem okolišu, pri nas je zelo zanimivo, da gre dejansko prepletanje za dveh klimatov. Ta panonski vpliv iz panonske nižine, ki prinaša dolga, sušna, vroča poletja, ki so na eni strani idealna za pridelavo rdečega vina, in pa iz alpinskega dela ta alpinska klima, hladnejša, kjer se dejansko zaokrožujeta dve naši legi, kjer pa dobimo vina za malo bolj poudarjeno kislino, ki so zelo sočna po drugi strani in pa elegantna kot taka. Tako da na drugi strani tudi sortni sestav Prekmurja je temeljil predvsem na belih sortah. V Sloveniji tudi največ zastopana sorta laški rizling je tako tudi pri nas, tako da tudi v naši vinski kleti imamo največ laškega rizlinga, skoraj 50% predstavlja ta sorta. Sledijo si še pol Chardonnay, zeleni silvanec, Sauvignon. Rdečih vin tudi kaj? Tudi rdečo imamo, modro frankino in pa Zweigelt. Poskušamo tudi z Merlotom in pa s Cabernet Sauvignonom. Mogoče je podatek še, da Prekmurje kot tako ima največ sončnih dni v Sloveniji. Dejansko imamo več kot 200 sončnih dni, kar je več kot Koper na drugi strani, kar spet daje res eno neke pozitivne lastnosti za pridelavo naših rdečih vin. Torej se tudi vino boljše počuti na soncu, kakor mi? Vsekakor. Trta je rastlina sonca. Če ni sonca, ni sladkorjev, ni njenega življenja kot takega. Kako pa samo nabiranje, Uroš, vina? Kdaj, kje, kako? Ja, to je dejansko predvsem odvisno od stila oziroma kaj si ti kot vinar želiš kasneje pol izraziti v steklenici. Mi težimo k temu, da pobiramo prezrelo grozdje, kar pomeni, da je tista pečka v jagodi, če bi si naredil eno tako kašo, če si predstavljaš, zelo sladkasta, in to je tisto, kar zagovarjamo mi, da dobimo grozdje, ki je prezrelo. Želimo, da so naša vina sladkasta, polna. To je tisto ključno vodilo, kjer se ga mi poslužujemo ali pa ker mi zagovarjamo kot našo tehnologijo. Sveda po drugi strani na ta način dobiš vina, ki nosijo nek osebni pečat vinarja tudi, kar je dejansko gledano zdaj v teh časih mogoče, bom rekel, kot problematično, ampak zelo zanimivo, ker vsi zagovarjajo neki svetovni stil, neka sveža, sadna, lahkotna vina. Mi pa želimo dejansko tistemu končnemu uporabniku ali pa našim pivcem pokazati, kaj premorejo te naše lege kot take. Želimo, da se v vinih zazna tisti pečat lege kot take. Torej veliko sonca. Ja, ogromno sonca in na drugi strani tudi zelo zanimiv profil kamnin, ki jih premoremo pri nas. Ne vem, če veš, da je bilo pri nas nekoč tudi vulkansko območje, da je bil vulkan. Tudi to? Tudi to. In posebnost kot ena naša lega, kot Kramarovci, ker je zelo dosti vulkanskega tufa, v smislu vulkanskega pepela, obogatenega s fosfatom, ker spet daje eno karakteristiko tem našim vinom. Dejansko dobimo vina, ki so zelo mineralna. Tako da spet en tisti pečat našim vinom in znotraj teh naših leg
Mi imamo dejansko 4 lokacije kot take, te Kramarovci, ki sem ti že omenil, za te vulkansko sestavo. Po drugi strani imamo Bodonce, to je zelo taka panonska lega, zelo vroča. Srečo imamo, da je obdana z vinogradi, ker tista vročina, ki se čez dan nakopiči v te vinogradi, dejansko tudi se zadrži čez noč, kar je spet tista ena prednost pri pridelavi naših rdečih vin. Dejansko Bodonci in Mačkovci so lege za naša rdeča vina. Torej, rekel si, da želite, da so sladka vina. Kako to dosežemo? Kdaj je treba grozdje pobrati? Ja, vse tako sem te že omenil. Dejansko mi gledamo predvsem zrelost pečke kot take, da je pečka dejansko dozorela, da ni samo sposobna, da ni fiziološko zrela, da bi, če si predstavljaš, da bi dal kalit, ampak tudi, da je prezrela. To pomeni, da kisline, ki jih imamo v vinih, želimo tudi, da so tiste kisline, da tista končna kislina, ko je predvsem vinska. Drugače je vedno neko razmerje med jabolčno in vinsko kislino kot tako. In v prezrelih vinih, v tistih reh zelo bogatih, je delež jabolčne zelo majhen. Če predstavljaš jabolčno kislino, ko grizneš jabolko, je kiselkasta. Tako tudi pri teh vinih in dobimo eno drugačno sladkobnost v samih vinih. Pol pa seveda naš pristop kasneje v sami kleti, kar pomeni, v vinogradu težimo, da odberemo zelo zdravo grozdje, res popolnoma zdravo, prezrelo kot takšno. Selekcija. Selekcionirano. Vso grozdje gre še na selekcijsko mizo, ker se še enkrat dejansko preselekcionira, odbere. Takšno gre kasneje pol na predelavo. In vsi te vplivi seveda kasneje dajo nek karakter na koncu nekega našega vina. Zdaj, naša klet deluje zelo moderno, zgleda zelo moderno. Je pa dejansko vsi procesi potekajo zelo tradicionalno in počasi. Z občutkom. Z občutkom. Dejansko pač poskušamo se v največji možni meri približati v prvi vrsti sami trti, kot taki, ker pač verjamemo, da če bomo iskreni do trte, do tiste narave, ki je okoli nas, bo potem kasneje tudi vino iskreno do nas in bo nam vse te čute. Dobro se z dobrim vrača. Ja, jaz mislim. Tako da. Takole, Uroš, mislim, da imamo brstičnega ohrovta dost. Jaz sem ta čas že naredil jetrno pašteto s tartufnim oljem, brusnično marmelado s penino, natrgal kodrasto endivijo, jajca bodo vsak čas kuhana, jih bomo potem še panirali pa ocvrli. Ta čas bi te prosil, Uroš, če mi lahko natrgaš malenkost timijana in ga daš v olje. Jaz bom pa ta čas kar popekel meso. Uroš, ti si rekel, trgate grozdje po občutku, po znanju, ampak drugače pa obstajajo določena pravila, kdaj je trgatev, kdaj je jagodni izbor, ledeno vino, kdaj je. Če lahko kaj več o tem nam poveš? Ja, dejansko, kot sam praviš, obstajajo neka določena pravila ali pa neki zakonski predpisi v smislu, kdaj lahko vino deklariraš kot pozni trgatev izbor, suh jagodni izbor in pa ledeno vino. Tukaj gre predvsem za pri teh poznih trgatvih izborih in to, da mora biti določena količina žlahtne gnilobe, da dobiš tisti en karakter nekega poznega ali pa suhega jagodnega izbora, ki bolj spominja na med, na neko prezrelo sadje kot takšno. Pri ledenem vinu pa gre dejansko, da bi mogle biti poprečne dnevne temperature vsaj 3 dni -7, kar je pa v našem kraju zelo težko doseči, naprimer na splošno tudi v Sloveniji. Pri ledenem vinu, če si predstavljaš, bi mogla biti grozdje popolnoma zrela, brez neke žlahtne gnilobe ali pa na račun neke druge koncentracije kot tako. In takrat v tem zrelem, popolnoma zdravem grozdju pomrzne vsa voda, če si predstavljaš. Voda se kristalizira in ti pa stisneš tisti sladki ekstrakt kot takšen. Torej ne sme biti gnilo grozdje? Ne sme biti gnilo. Se vrnemo pol nazaj na te naše podnebne razmere, je zelo težko doseči grozdje, ki je popolnoma zdravo. Tam nekje decembra, januarja, pa nekje v decembru pričakujemo, da bi se temperature lahko spustile pod ničlo. In pri grozdju bi rabo 3 dni poprečne dnevne temperature -7, kar je pa zelo težko. Sploh zaradi teh sončnih dni. Ja, vsekakor. In pa tudi sama zima kot taka, če si predstavljaš, ponavadi jaz se spomnim našega prvega vina, ki smo ga trgali,
smo šli trgati ob 4 zjutraj in do 6 končali trgatev, grozdje dali nekam v en prostor dejansko, ker niso mogli sončni žarki priti do grozdja kot takega in začeli stiskati. In vsak sončni žarek takoj začne že te kristale taliti kot take v grozdni jagodi. In potem spet dobiš en drugi karakter samega vina kot takega. Tako, jaz sem zdaj dal naš goveji file, narezan na približno centimeter debelo popečt. Iz vsake strani ga bom popekel približno za minuto. Ko je to končano, nam ostane le še, da naredimo timijanovo olje in pa ocvremo naše mehko kuhana jajca. Tako, meso se nam je fino speklo, tačo sem jaz olupil jajca, Uroš je natrgal timijan. Uroš, jaz bom ta jajca spaniral pa ocvrl. Mislim, da pa lahko ta čas razloživa gledalcem, kaj pomeni v bistvu, da je vino suho, pol suho, sladko, pol sladko, kakšna je razlika? Dejansko gre tukaj samo za količino nepovretega sladkorja. Če si predstavlja suho vino, je ves sladkor prevrel v alkohol, pri pol suhem, pol sladkem pa gre za nekaj gramov ostanka sladkorja. Seveda spet določeno, koliko gramov sladkorja, da je vino pol suho, pol sladko in pa sladko. Če si predstavljaš v grobem, ko smo se prej pogovarjali o ledenem vinom, jagodnem izborom, suhojagodnem izborom, tam so dejansko takšne koncentracije sladkorja, da vino povre tam za 11 do 13-14 alkohola in še vseeno toliko sladkorja, da vino tretiramo kot sladko. Uroš, pa mi povej, kakšne so smernice pri vas, kam se usmerjate, če se največ pridelate v vaši kleti? Dejansko v naši kleti smo dejansko razdelili našo proizvodnjo na tri linije kot takšne. Imamo klasično linijo kot neko basic vina, ker želimo, da v vinih izražamo sortnost sorte in pa tudi en pečat lege kot tak. Imamo tudi brek linijo in pa kru kot tisti izbrani vinogradi. Pri brek liniji gre dejansko, da mi znotraj, če si predstavljaš, imamo en vinograd, ker odberemo trte. In rečemo, te trte pač po našem občutku so najlepše, bodo dale najboljšo vino, največ okusa, največjega pečata, tiste lege kot take. Pri tej brek liniji je tudi podaljšano dozorevanje samega vina, tam nekje do 24 mesecev. In še kot kru linija, tista naša najbolj selekcionirana ali pa naša najbolj prestižna linija kot takšna, tukaj pa gre, da dejansko vina iz najstarejših vinogradov, najstarejših trt, posebej odbrane in seveda še za en drug pristop pri sami tehnologiji kot tak. Če si predstavljaš, naprimer, bela vina se pridelujejo na način rdečega vina, v teh časih dosti govorimo kot pridelava nekega oranžnega vina, s tem, da meni je ključno ali pa nam je ključno, da vsako vino, ki ga boš ti poskusil ali pa naši potrošniki, naši kupci, dejansko se ne sprašujejo, po kakšnem postopku je bilo vino narejeno, ampak vino mora biti konec koncev dobro ali pa slabo. Tako, Uroš, sva že skoraj proti koncu. Tebi prosim samo, če mi lahko začiniš brstični ohrovt še z rdečim balzamičnim kisom. Jaz bom pa do konca naredil timijanovo olje in sicer, da bom timijan s paličnim mešalnikom zmešal z oljem, sem zasolil in popral. Takole, midva so pripravila vse, kar rabiva za drugi del oddaje. Uroš, tebi bi se zahvalil za lepo in informativno predstavitev vina. Veseljem. Mi pa lahko gremo naprej. In smo v drugem delu oddaje, kjer bomo v 6 stopnjah pripravili našo kompleksno jed. In zraven vsake stopnje bova z kolegom someljejem Rokom, Rok, pozdravljen, določila drugo vino. Rok, predlagam, da kar začneva? Kar izvoli. Tako, gremo v prvi stopnji, sem pripravil jetrno pašteto z tartufinim oljem. Tako, zdaj pa pripravljam kar neko hladno predjed z solatko in pa močnimi okusi jetra, tartufi. Kaj bi lahko zraven spili?
No, zdaj pa tako reči, da za začetek naredimo malo osnovo. Pri teh jedeh, ki so nekako zelo aromatična, se tudi streže zraven bolj aromatično vino. Ti ima zelo zahtevne krožnike, glede na to, da ima tudi paštetko zraven, je bolj taka, je nežno meso, nežno aromo ima in zraven glede na to, da je bolj, kako bi rekel, masno, a ne, rabili tudi kakšno vino, ki ima više minerale ali kisline, a ne. Naprimer, tukaj imamo en Chardonnay, letnik 2012, suho vino, glede na njegovo strukturo, telo, a ne, bi se k temu krožniku zelo lepo skombinirali, ker ima lepo aromo po noto po cvetju, noto po zelenem sadju, pa tudi po okus, ko to vino probamo, recimo, ima močno telo, to je v bistvu zato, ker je iz vulkanske prsti, a ne, je trta rasla in ima zelo izrazito telo, kar se tiče mineralov, kisline, sladkobe in grenkobe. Tako da mi moramo iskati celo komponento, a ne, torej aroma jedi, aroma vina, telo hrane, telo vina ter pookus, te dve kombinacije, da potem med sabo nekako jih probamo uloviti, a ne. Čeprav je veliko težje kombinirati vino s hrano, kot pa hrano z vinom, a ne, ker vi pač ste zelo... Imamo veliko možnosti. Veliko možnosti in veliko želje. Torej, da postavimo aromatično jed, aromatično vino. Tako je, ja. Ja. Tako, Rok, greva kar na drugo stopnjo. To hladno aromatično predjed bo spremenila v toplo predjed. Dodala bova cvrto mehko kuhano jajce, zunaj hrustljavo, rumenjak še vedno tekoč, poln okusa. No, jaz bi potem predlagal, glede na to, da je bolj kremasto, pa verjetno tudi deluje bolj sladkasto, masno, a ne. Tako je, zapolni usta. Zapolni usta. Bi dodal vino, ki je pol sladko, torej, da ima večjo stopnjo najprej tega sladkorja. Predlagal kakšen redski Riesling, glede na to, da ima tudi lepo aromo, lep okus, lep pookus, glede na tudi sladkor, da to zelo se ga začuti, a ne. Sploh potem, ko imamo kakšno jajček, a ne. Jaz bi se samo vprašal, ponavadi ljudje pijejo na koncu sladka vina. Je določeno pravilo, ni določeno, je zdaj čisto odvisno od jedi? Čisto odvisno od jedi. Prej so bile tradicionalne metode, da se gremo vedno od najšibkejšega vina do močnejšega vina, tudi kar se tiče poletnikih ter alkoholih, a ne. Čeprav sedaj s tole kuhinjo, ki je zelo težko kombinirati mlado vino, potem starejše, da stopnjujemo. Tako da ni čisto nič narobe, če imamo v bistvu preskakujemo, recimo, Smo porušili tradicijo. Smo malček porušili tradicijo, ja. Pa nadaljujva. Kar izvoli. Tako, zdaj bomo pa tudi našo toplo predjed lahko spremenili v delno glavno jed. Sicer prej sem sočno medium popekel goveji file, začinil sem ga s poprom in malenkost timijana. Tako, Rok. No, še malček bo rušila tradicijo, a ne. Odlično. Malček, tako da v bistvu, kakor se tradicija velja, ponavadi strežemo k rdečem mesu ali meso na splošno, strežemo rdeče vino, k ribi strežemo belo vino, a ne. Sedaj bomo pa pač ponudili en zeleni silvanec in zraven tega bi zelo lepo pesalo zraven jajčka, morda paštetke ter mesa. Vse skupaj. Vse skupaj, tako da probamo najti eno celoto, ne. Čeprav je zelo težko iz enim vinom dopolniti celoten krožnik, a ne, lahko pa pridemo k temu bližje, a ne. Zdaj bom dodal pa še neko hladno komponento in sicer surove listke brstičnega ohrota, ki pa sem jih mariniral v balzamičnem kisu. Sicer balzamični kis je delan iz rdečega vina, ni staran, je rdeče barve, pa mi povej, mogoče... No, glede na to, da si lih rdeče vino omenil, a ne, imamo tukaj v bistvu tudi kove rdeče. Če se ne motim, to pomeni zvrst. Ja, v bistvu mi vzamemo to kot zvrst, a ne, to v bistvu mešanca različnih sort. Mi imenujemo zvrst na svetovnem trgu, pa imenuje kove, a ne. Torej je lahko glih tako dobro, kakor sortno vino oziroma vino iz ene sorte? Seveda. Z ene določene sorte vzamemo nežnost, iz druge grobost in sestavimo eno lepo komponento, a ne. In potem lahko dobimo en elegantno, odlično vino, no. Bo? Ja, odlično. Tako, Rok, sva že pri 5. stopnji. Tu sem naredil kot neko marmelado, uporabil sem brusnični džem, sladek. Dodal sem pa suho penino. Suho penino? Suho penino sem dodal, da razbijem malo sladkobe. Jo bom polil malo po mesu.
da dodamo še neko sočnost. Mogoče spet sladko vino, ne? Ne, sladko, bolj, v bistvu to je tisto, kar sem prej omenjala. Jaz bi tukaj priporočil še vedno rdeče suho vino. Zaradi aromatike, na splošno imajo rdeče vina močnejšo aromatiko po gozdnih sadežih, po rdečem sadju, po kakšni vanilji, kavi ali čokoladi, odvisno od starosti vina. Tako da jaz bi res priporočal trenutno še vedno. Bi ostali na istem? Bi še vedno ostali na istem, ja. Zdaj sva pa prišla do konca. In sicer sem vzel dokaj trpko olivno olje, vanj ga sem natrl timijan in na to vse skupaj dobro zmlel. Tako da smo dobili olivno olje z okusom timijana, ki ga bom pa polil po solatki in jo s tem mariniral. In pa malenkost po celem krožniku. Tako, Rok, prišla sva do 7. stopnje, dodala sva timijanovo olje, vino ostane isto. Ostane isto. Glede na to, da je zelo močna začimba timijan, bi zelo težko kombinirali z kakšnim drugim vinom. Torej, ostanemo na kuveju oziroma zvrsti rdečem. Tako je, ja. V bistvu s to zvrstjo bi lahko kombinirali celotni krožnik, ne? Kot celoto, ne kot posamezno, kot sva šla od začetka. Odlično. Prišla sva do konca, povedala sva, katera vina bi dobro zraven se prilegala, kaj moramo paziti. Porušili smo nekaj mitov oziroma tradicij. Rok, ti zahvaljujem, da si prišel. Vam, gledalci, pa dober tek in na zdravje.